prehajamo na točko 11. To je potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta, tako imenovani DIP za projekt modernizacija cest v občini Ormož za leto 2016. Poprosim tu gospoda Borisa Novaka, da poda obrazložitev tega tako imenovanega DIP-a. Prosim lepo. Ja, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je dokument o identifikaciji investicijskega projekta za modernizacijo cest, občinskih cest v občini Ormož v letu 2016. V naslednjem letu imamo plan modernizirati 26 odsekov cest občinskih v skupni dolžini malo manj kot 11 km, bolj točno 10.942 metrov. Zdaj jaz tu ne bi našteval, pa odseke govoril, glavne te odseke si lahko pogledate v DIP-u, ki je objavljene na spletni strani občine Ormož od Javna razvojna agencija, kjer ima Javna razvojna agencija objavljene svoje izvedbene načrte oziroma te dokumente. Bi se malo bolj posplošno bom povedal. V glavnem tukaj pri teh odsekih, pri teh cestah, tu je že upoštevani ta amandma, ki je bil pri proračunu sprejeti. Gre dejansko samo za korekcijo številke ceste, ki je bila iz skice drugače razvidna, ko pa se je pogledalo podrobno v računalniški program, pa se je videlo, da dejansko drugi odsek ceste bil predvidene. Pri večini cesta gre za modernizacijo v smislu, da se makadam preuredi v asfalt, vozična konstrukcija v asfalt. Pri krajši odseki se bolj ali manj slepi ulico, tam se izvede asfaltna plast v enem sloju. Pri daljši odseki oziroma tam, kjer gre dejansko za neke vrste povezovalne ceste, tam pa se izvede v dveh slojih, nosilna plast in fina plast asfalta. V glavnem v enem primeru gre za lokalno cesto, tam gre za širitev ceste za cirka 1 meter. V enem primeru javne poti pa gre za širitev tudi ceste za cirka 1,5 metra. Gre za krajši odsek javne poti enem klancu, ko je zelo zoženo in bi bilo potrebno normalno razširiti. Tukaj je tudi predvidena notri ena cesta, ki še ni kategorizirana, je pa že parcelacija izvedena, tako da gre dejansko potrebno samo prenos narediti in pa kategorizacijo, ki bomo računam nekje do začetka gradnje lahko že sprovedli. Potem bi se ustavil pri časovnem načrtu investicije. Terminsko je predvideno, da bi se naj decembra, sedaj ta mesec, da bi se naj pripravila in če bo sprejela tudi investicijska dokumentacija DIP, potem, ko bo sprejeto, se bo šlo v pripravo dokumentacije za razpis in izbor izvajalca. Računa se tam nekje aprila, da bi imeli že izvajalca zbranega in da bi se aprila že lahko začelo z deli. Zaključek je predviden septembra. Prav tako je takrat tudi predvideni prevzem objektov vse. Vrednost je ocenjena na skupaj gradbena dela in nadzor na 968.131 evrov. Od tega je sofinancirano z nepovratnimi sredstvi po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 242.048 evrov. To gre dejansko za sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potem je tu naprej izdelana, zdaj, če pogledate, je izdelana finančna analiza. Dejansko, če samo z finančnega vidika gledamo, dejansko te ceste ne davljajo nekih finančnih prihodkov, zato je ta negativna. Zato se je morala izdelati tudi ekonomska analiza. Tu bo se dejansko izkazalo, tako kot pri vseh cestah, ki smo jih do sedaj obravnavali, da so neke javne koristi in da se dosežejo neke javne koristi in da je interna stopnja donosnosti glede na te vse vhodne podatke nekje 7,7,
kar je dobro, saj mora biti, da je upravičena zadeva, mora biti več kot 7% interna stopnja donosnosti. Potem je bila izdelana analiza ekonomske občutljivosti in tveganj. Tu predpostavko se je vzelo, če bi se stroški investicijski povečali oziroma če bi se vzdrževanje povečalo za cirka 10% in dejansko iz tega razvidno, da ni neki večji odstopanj pri interni stopnji donosnosti, da bi se kaj veliko spreminjala, tako da nekih tveganj tu ni, pa tudi dejansko izkušnje imamo pred to zadevni investicijo že kar nekaj let, ne bi lahko rekel. Zdaj za zaključek bi mogoče samo to povedal, da glede na to, da gre za te odseke, ki so v zelo slabem stanju, večinoma gramozne ceste in glede na to, da bi se, kolikor bi se šlo v to, da bi se izboljšal dostop občanom do parcel, do njihovih objektov, prav tako bi se s tem povečala varnost udeležencev v prometu, ne nazadnje pa bi se s tem tudi zmanjšali izpustni plini in pa s tem bi se povzročilo tudi manjše onesnaženje okolja. Predlagamo, da se ta dokument potrdi, da se lahko gre v nadaljne postopke, izbor izvajalcev in izvedbo. Toliko na kratko. Hvala. Hvala lepa, pa sprašujem, če želi kdo razpravljati. Prosim, gospod. Hvala za besedo. Ivanoša. Če sem prav razumela, je v ta DIP uvrščena tudi cesta, katere lastnik še ni oziroma ni kategorizirana, ne? Ali je lahko takšna cesta sploh že uvrščena v DIP? To me zanima kot laika, ker nisem strokovnjak na tem področju. Če zakonodaja to dopušča? Še kakšno vprašanje? Prosim, gospod Emetel. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bom rekel tako, vsaki dokument, ki pride pred mano, se izredno vesel, ker te vem, ker se nekaj novega naredi. Tako sem tudi, se pravi, za DIP dokument za investicije cest, ker te vemo, kaj to pomeni, modernizacija cest. Modernizacija cest pa pomeni, se pravi, iz makadama, da spremenijo asfalte. Lahko bi lahko tako, da neka kondicija občina, hvala Bogu, drži. Se pravi, tu približno okrog 1 milijon evrov gre vsako leto za modernizacijo cest in prav tako ne glede na glavarino, kaj je v 2016 predvideno, se pravi, se vse skupaj ta kondicija obdrži. Zdaj, ena stvar je, v glavnem nekako smo tudi ljudem dali naznaniti, da bomo to tudi v krizni časi nadaljevali. Jaz mislim, da so tudi svetniki občinski danes bodo to tudi potrdili, ta DIP dokument, ker te konce koncev predlogi, ki so tu notri podani, so podani iz predlogov, ki so jih podali krajevni sveti, seveda tudi nekateri občani v sklopu skupin. Tako da jaz mislim, da svoje volilce ali pa kakoli svoje krajane treba spoštovati in seveda, da tudi s takim programom, ki ga imamo tu zdaj pač za 2016, ga tudi potrdite. Toliko moje mišljenje. Hvala lepa. Če se lahko odjavite. Ja, tako. Prosim, gospod Ivanoša Jane. Ja, zdaj na prejšnji seji smo pač, ko smo imeli prvo branje proračuna, tam sem bil striktno, sem dal predlog, da bi se pač te ceste za leto 2 zamrznile, pa bi se v nekaj drugo vlagale. Zdaj tako danes, da to potrdim, to se pravi, sam sebe delam kontradiktorno. Jaz še vedno pravim, da na izredni seji smo slišali, ljudje odhajajo z naših krajev. 8-9 leto se vlaga v te ceste, očitno to ni glih te neki učinek, da bi rekli, da je to dobro za občane. Če bi pa ljudje tudi razumeli, da bi mogoče kaj v drugo vložili v obrtno cono, bi pa tudi, sem prepričan, tudi ta podprli to zgodbo. Jaz se to pravim, obrazložitev glasu bom pač proti, zato ker če sem prejšnjič tako govoril, bom tudi danes tako. Hvala. Hvala. Še kdo? Zdaj,
Eno vprašanje je bilo nekategoriziran del. Nekaj, ne? Ja, gre za en del, ki se nahaja v krajevni skupnosti Miklavž, to gre za eno cesto Jeruzalem-Miklavž, odsek je lahko bil. Cesta je bila odmerjena, razparcelirana je, od sklada imamo dopis, da se lahko razparcelira, tudi soglasje. Lastništvo je tako, da je lastništvo dejansko od sklada. Gre dejansko samo za formalno zadevo, da se pač tu ta obstoječa cesta, da se lahko potem normalno kategorizira. Imamo pa plano kategorizacijo zdaj v kratkem sprovesti in to kategorizirati v sklopu paketa, kaj bomo kategorizirali, kaj so se izvajale povezovalne ceste v sklopu železnic. Takrat to bo po moje kar hitro prišlo na proračun oziroma na sejo, tako da se bo to obravnavalo. Je pa tako nastavljeno financiranje, nekatere ceste se tu sofinancirajo strani ministrstva, ne pa vsi odseki, tu smo nekako razdelili tam, kje so ziher, da ne bo kakih težav, pri sofinanciranju tiste smo dali, da se sofinancirajo, v glavnem ta cesta pa ni predvidena, da se sofinancira strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Toliko, če bo v redu odgovor. Še imate podvprašanje, izvolite. Ja, hvala za odgovor. Zdaj če sem prav razumela, samo toliko, da razjasnimo, če je cesta sofinancirana, mora že biti po zakonu kategorizirana, če pa ni sofinancirana, pa ni potrebno, da se uvrsti v DIP. Jaz načeloma nimam nič proti tej cesti, samo me zanima, če ima zakonsko podlago, da je notri. Če bi do kajega zapleta prišlo, še je vedno možno to zadevo, to cesto ven črtati, tako smo tudi, mislim, da lani je bilo tudi v proračunu to notri predvideno, sam takrat, če ni bilo razparcelirano, če bi do kakih zapletov prišli, še tudi to se lahko ven črta, tako da to ni zdaj zabetonirana zadeva, da bi moglo se točno tako dosledno sprovesti. Glavnem, ta dokument se bolj ali manj potrjuje za to, ker je sofinancirano z državnega proračuna in moramo paziti, da ni kaj spornega sofinancirano, kar bi potem se strani ministrstva sofinanciralo, tako da smo potem to izločili von. Mislim pa, da ne bi smelo biti nobenih težav, da se zadeva lahko kategorizira. Nikoli pa ne veš, Še kakšno vprašanje? Koliko ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. O tem, da se potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za modernizacijo cest v občini Ormož v letu 2016, ki ga je izdelala Javna razvojna agencija. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, 1 proti, tako da je ta dokument, ki je predpogoj za razpise, potrjen. Prehajamo potem na točko 12, to so kadrovske zadeve, pa vabim besedi predsednika Komisije za volitve administrativne zadeve. Hvala besedo, lep pozdrav vsem. Kjer se je obravnaval predlagane kandidata za javni sklad kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Ormož, in sicer vse, ko se predlaga, da se direktor javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Za svet območne izpostave javnega sklada Ormož imenuje Anja Lah, Dominik Pongračič in magistra Darina Novak. Hvala. Želi kdo razpravljati? Kolikor ni razprave, jo zaključujem in dajem ta predlog, ki ga je Stanik Vijeza podal gospod Hebar na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za. Je kdo proti? Aha, malo prehitro sem. Se pravi, zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Ugotavljam, da je predlog z 19 glasovi za in nobenem proti potrjen. Prehajamo potem na točko 13, to sta dve premoženjsko-pravni zadevi, pa prosim tudi direktorico, da poda kratko obrazložitev. Točka 13 je sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino s parcelno številko 1101/8 v izmeri 2069 kvadratnih metrov KO Veliki Brebrovnik. Nepremičnina preneha biti javno dobro in postane last občine Ormož. Zdaj po zakonu je mogoča izločitev nepremičnine iz javnega dobra, če ne služi več namenu. Navedena nepremičnina je v naravi pot med vinogradi in obstaja interes stranke za pridobitev predmetnega zemljišča. Točka 13b pa je sklenitev prodajne pogodbe s Korotaj Danilom za zemljišče stavbo s parcelno številko 985/2 v izmeri 52 kvadratnih metrov KO Ormož na naslovu Kerenčičev trg 10 v Ormožu za vrednost 16 000 evrov. To je že obravnaval občinski svet na prejšnji seji, ko se je nepremičnina vključila v program pridobivanja nepremičnega premoženja. Gre za stavbo, ki je fizično povezana z stavbo na Kerenčičevem trgu 11, ki je v lasti občine Ormož, ki jo ima občina torej že v lasti. Gre pa za stavbo v izredno slabem stanju, ki jo je treba bodisi sanirati ali pa odstraniti, in s pridobitvijo lastništva na celotnem kompleksu bo občina pristopila k sanaciji. Hvala lepa. Vabim besedi predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje. Dr. Kolmanič, prosim. Odbor za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje se seznanil s premoženjsko-pravnimi zadevama pod točka A in pod točka B, se z njima strinja in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Tak sklep je bil soglasno sprejet 4 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kolikor ne, zaključujemo razpravo in dajem najprej na glasovanje sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 16 glasovi za in nobenem proti soglasno sprejeti in prejavamo še na glasovanje o sklepu, da se sklene prodajna pogodba s Korotaj Danilom za zemljišče stavbo parcelno številko 985/2 tukaj v Ormožu na naslovu Kerenčičev trg 10. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za in nobenem proti. S tem smo končali točko 13. Prehajamo na točko 14. To so pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. Zdaj do roka sta
svetniška vprašanja postavlja svetnika gospod Jane Ivanoša in pa svetniški klub SMC, klub svetnikov SMC. Pa prosim gospod Ivanoša, če podate vprašanja. Hvala lepa, jaz bom samo jaz bi rekel tak, z ozirom, da sem dobil nekaj dodatna gradiva v zvezi z mojimi vprašanji, bom današnje vprašanje omaknil do naslednje seje. Hvala. Hvala lepa. Potem smo s tem opravili in prehajamo potem na vprašanja kluba svetnikov SMC. Pa prosim, če se prijavite, kdo bo predstavil. Prosim, gospod Mojca Znjorič. Ja, svetniki SMC smo prejeli nekaj fotografij o anomalijah, ki se dogajajo pri javni razsvetljavi. Prejeli naj bi jih tudi na občino, pa nas zanima, kaj je občina naredila oziroma ukrenila glede te prijave. Prav tako smo v septembru, meseca septembra, torej poslali seznam napak pri javni razsvetljavi. Odgovora torej do priprave teh vprašanj ni bilo, smo ga pa dobili v petek, tako da zdaj tukaj bi se res potem zdaj končno zahvalila koncesionarju za temeljit pregled. Moti nas le to, da je bil pregled opravljen 16. in 17. decembra, kar pomeni, da vsa popravila in vse zapade v naslednjo proračunsko leto. Zanima pa nas tudi, zdaj, kako daleč je postopek glede izbora nadaljnega koncesionarja za javno razsvetljavo. To je prvi sklop. Drugo pa je, torej zanima nas, ali je res, da se je začetku meseca avgusta en večji potencialni investitor zanimal za nakup vsaj 2 hektarjev zemlje v naši občini z možnostjo širjenja parcele. Tega investitorja pač naj bi cel mesec nihče na občini sprejel na pogovor. Zanima nas, zakaj ima torej občina 2 podžupana, če ste bili vi, gospod župan, odsotni. Na kakšen način bomo torej našli investitorje za našo poslovno cono, če se ne izvaja nobena promocija in zato ni tudi nenamenjenih nobenih finančnih sredstev. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, to ne vem, kako naj zdaj na to odgovorim, ker ste vi napisali tudi, da ste prejeli nekaj fotografij o anomalijah. Najboljše je, da vam ta odgovor dam, ne? Ker sicer je to za javnost ne ve, kaj ste me vprašali. Tako da ne vem, kaj naj zdaj na to odgovorim. Mene samo zanima, če je občina zvezi s tem, kaj je ukrenila, ker naj bi bile tudi na občino predložene. Ja, to vam lahko odgovorim. Je občina od koncesionarja zahtevala zvezi z tem dopisom pojasnila. Se pravi, kaj je z bičom, ki je bil tukaj pri občini Ormož in to prvo drži, torej bič je bil demontiran in sam sem se strinjal, da ga zmontirajo v Mihovce, ker tu enostavno pri občini ni več potreben in tudi nima nobene funkcije, razen sve to, da smo plačevali omrežnino pa elektriko in da smo popravljali. Tako da ta bič bi naj bil nameščen v Mihovce, vendar tam ni bil nameščen, ne? Še vedno je pri koncesionarju, tukaj piše, da je pač na skladiščenju in da ga bo na mestu, tako kot smo se dogovorili. Potem, kar se tiče luči ob peš poti v Pušnice, piše, da ne ustrezajo uredbi o onesnaževanju svetlovnim tokom in se bodo zamenjale z ustreznimi novimi. Potem to, da so bile luči na Dobrovski cesti demontirane in nameščene v Sodnice, koncesionar pravi, da to ne drži. Luči na Dobrovski cesti so bile sicer SX150, niso ustrezale uredbe, te so bile dejansko zamenjane, v Sodnici pa so nameščene luči novejšega tipa CX100. To je za take zadeve CX100, ne. Jaz bom to dal, to se enostavno, smo pač te odgovore danes dobili. Potem, kar se tiče obešenk,
pri pokopališču in Pušence koncesionar piše, da so bile prerasporejene po dogradnji razsvetljave na druge kandelabre, tako da jih je zato tam manj. In pa 6 svetilke na cesti, na obrtni coni o Pekarniški cesti, torej ta javna razsvetljava, piše koncesionar, ni bila nikoli v funkciji, ker ni priključena na električno omrežje. Torej, tu bi bilo potrebno zadevo dokončati, plačati priključnino na omrežje in potem bi mogla Elektro Maribor, ki pač dobavlja elektriko, ki dobavlja omrežje, to zadevo seveda opremiti z elektromarico, ki tam manjka. Tako da elektrika v Pekarniški, torej v te ulice, kot trdi koncesionar, nikoli ni bila, kako naj tem rečem, spuščena v uporabo. In da zato tudi nikoli ni delala. In to lahko, da je tudi res, ne. Piše pa potem naprej, ne, da svetilke niso bile nameščene, ker se jih je uporabljalo za vzdrževanje javne razsvetljave in sicer pri večji okvari. Zdaj, se pravi, jaz vam bom to dal, ne, pa boste potem, če ne bo še kaj odgovarjalo tem, kot v narekovaju anomalijam, boste potem še to dodatno dobili obrazloženo. Zdaj, glede vseh tistih napak oziroma svetilk, ki ne svetijo, ste itak že sami povedali, da so te zadeve bile 16. in pa 17. novembra oziroma decembra urejene. Zdaj, te zadeve ne grejo v drugo leto, ker pač mi koncesionarju plačujemo mesečni strošek, ne glede na to, koliko svetilk zamenja. Tako je tudi koncesija napisana in podpisana. Se pravi, on razsvetljava mora delati, koncesionar pa dobi na mesečni ravni določeno vsoto, ali zamenja nič svetilk ali pa 100, da tako poenostavim. Kar se tiče izbora koncesionarja, to je upravni postopek. Meni so v občinski upravi zapisali, da je ta postopek končan in da je bila odločba vsem prijavljenim kandidatom poslana in da boste seznanjeni, ko bo postopek izbora dokončen. Torej, poslana odločba še seveda ne pomeni tudi dokončanega postopka. To je, kar se tiče razsvetljave. Vprašanje 2, in sicer, da bi se naj v začetku avgusta eden od večjih potencialnih investitorjev zanimal za nakup vsaj 2 hektarov zemlje v naši občini z možnostjo širjenja. Zdaj, jaz bom na to odgovoril tako, kot sem na zboru krajanov, tam me je o tej zadevi spraševal gospod Babič, s tem, da je on še dodal, da je šlo za nekega potencialnega investitorja za 600 delovnih mest, ker je gospa Ivanoša bila na zboru krajanov, je moj odgovor tudi slišala, tudi njegovo vprašanje je slišala. Torej, odgovor je bil, da se na občini noben takšni investitor do sedaj ni pojavil. Saj veste, če bi nekdo res iskal prostor za investicijo z tako velikim številom zaposlenih, da se to najbrž ne naredi kar tak, da se nekaj po telefonu najaviš, pa potem čakaš, da boš prišel na neki sprejem, ne. To so malo drugačne zadeve. Torej, nobenega tovrstnega investitora ni bilo na občini, se je v tem poletnem času oglasil en investitor, ki pa zdaj tam že nekaj dela, ne, v obrtni coni, in sicer bo prodajal gradbeni material. Tako da to je bilo vso zanimanje, ki smo ga v tem času, ki ga vi omenjate, kot potencialnega investitora imeli na občine. Ne vem, če ste zdaj s tem zadovoljni, glavnem odgovor je, da kaj takega ni bilo in
da tisti, ki to govorijo, pač govorijo nekaj verjetno za to, da govorijo. Kaj imate še pod vprašanje? Ne, jaz bom želela reči, da ste prej rekli, da boste nam dali odgovore. Mi mislimo, da pač tisti, ki je odgovoren na občine, ne preveri. To ne bomo mi preverjali, zdaj teh, kaj sveti, pa kaj ne sveti. Itak se že občani na nas obračajo, zdaj pa ne bomo mi potem preverjali, kaj je narejeno ali kaj ne. Verjetno že vseeno za vsakega koncesionarja je potreben nek nadzor, ne zdaj za tega kogarkoli, tako da naj potem to tisti občinski uslužbenec uredi, ne rabi pač nam dajati teh odgovorov. Vete, kak je s tem nadzorom razsvetljave? Ne se vete, luč vam sobi nocoj sveti, jutri večer pa jo boste prižgali, pa ne bo svetla, ne? Potem navadno naredite tak, da vzamete novo žarnico, vzamete stol, pa luč zamenjate, ne? Pri javni razsvetljavi, ne? Pa je tak, da je ta javna razsvetljava na relaciji od našega vzhodnega dela pa do zahodnega dela občine je koliko? Več kot 40 kilometrov. Kdo lahko vsaki dan hodi in kontrolira to relacijo? Sedaj med ponudniki za novo koncesijo je eden z zelo nizko ponudbo. Jaz sem prepričan, da ne bo tega delal, ne? Ne bo delal, ker ne more na 5 dni zamenjevati žarnic za ta denar, ki ga je ponudil. Sem tu bil malo drugačnega mnenja, kako se naj to naredi, ampak zdaj bomo šele videli, kaj bodo za problemi, ne? Ni pa, gledajte, če ena žarnica nekje ne gori, zaradi tega ne bo nišče umrl, ne? Če ni vode v hiši, da vodovod poči, je nekaj drugega, kak pa ena žarnica, ne? No, se Tako da gledate, vete pa vsaki dan opazovati, kjera žarnica ne sveti in tako naprej, to je bolj tak, ne. Razumem, da nekje, če pač dalj časa ne dela, da je treba to zadevo urediti, da pa posamezna luč nocoj še sveti, jutri pa več ne, to je pa... Ne, se ni šlo za take, mislim, tisti seznam je bil septembra poslan, ne, to je potem 3 mesece bilo. Je pa lepo koncesionar tu odgovoril, da popravljajo po prijavljeni napaki v roku 3 dni ali pa po izvedenem enkrat tedenskem kontrolnem pregledu. Bi pa res prosila tista trasa, to je verjetno tudi potem naloga občina, to bi bilo pametno se urediti, tiste trase na industrijski coni, ker tam ogromno ljudi, koliko vem, in kolesari, in pešači, in zdaj je tam popolna tema. Ja, če pravite, da nikoli ni delala, no? Jaz mislim, da luči ob tej cesti v industrijski coni niso nujne, da svetijo in tudi zaradi tega pač nismo te zadeve urejali, nisem pa vedel do sedaj, da niti niso priklopljene na elektriko. To pa mi je koncesionar šele zdaj, ko je vam odgovarjal, se pravi, ko je bila električna razsvetljava v industrijski coni, ne vem, leta 2006 narejena, takrat ni bila izvedena tudi priključitev na elektriko. Ampak so bile pač luči narejene, pa ker se je mudilo, so bile postavljene brez elektrike, ne, na sončni pogon, samo niso gor bile sončne celice zmontirane, ne. Tako da... No, pač glede na to smo zdaj vsi utvili, predlagamo, da se ta del priklopi, no, ker vseeno, jaz vem, da je tam ogromno kolesarjev pa sprehajalcev, no. Mi zdaj z tistega našega konca pa cele Pušnice, drugje nimamo, kje prikolesariti v Ormož, ker v Pavlovcih ni, imamo kje, tako da vsi gremo čez Pušnice, pa tu čez to kolesarsko progo, po tej poti, ne. V redu. Še ena točka nam je ostala, to so odgovore na vprašanje, še tukaj treba dodati. Zgleda, da mi vsi na tej javni razsvetljavi diplomirali. Če ni, bi jaz potem prešel na zadnjo točko, to je točka razno. Ima kdo kaj po točko razno? Če ni, potem se vam jaz za... Ja. Gospod Davorin Kovačec, po točko razno. Ja, ker sem včeraj večer šel pač pozno po noči se plav mimo čez naselje Cetkovci pa Mijovci, me zanima, kdo obeša te snežinke gor na cestne svetilke, ker samo 2 celi gorita, vse ostale pa gorijo pomenkajoče in to je tako grozno videti, kot
Sramota, mu tako rekel, no. Te boljše, kad ni gore nič, ko pa samo tisti 2 snežinki v Krasni Gorita celi, vse ostalo pa govori četrt, pol, mislim smešno. Te boljše, kad odklopijo, pa ne bo tako da videti po noči, ko se pelješ mimo. Če nimamo celih, te boljše, kad ni nič gore. Ja, mislim, kad bi pametno bilo, ko se odklopi direktno. Grdo je videti, no pa ne reče dokaj, če ko se pelješ čez Svetkovce, pa vsaki tretji kandelaber, te pa ena gori cela, druga gori četrt, te pa gori ena vejica, ne gori. Ni oblačno, je bilo kar lepo videti v 11. večer. No, samo to je pač za... Ja, gledajte. Mi čemo iti nešto na turističnega kraja, pa nekaj za turizem, kako eni govorijo, je to minus, ne? Hvala lepa. Glejte, vse se začne in konča pri denarju. Jaz slišim, ne, da glavarina ni namenjena drugemu kot izvajanju obvezne dejavnosti v občine. A so snežinke obvezna dejavnost? Niso. Niso. Marsikaj bi zdaj lahko šli po vrsti, pa bi rekli, a je obvezna dejavnost postavljati smreke, a je krasiti mesto obvezna dejavnost, a je ne vem, kaj vse je obvezna. Proslava ob dnevu državnosti, je to obvezna dejavnost. Ob dnevu samostojnosti, ob kulturnem dnevu. Nič od tega ni obvezna dejavnost. Kaj pa je obvezna dejavnost? Plačati otrokom vrtec, plačati prevoz v šolo, če so nad 4 km oddaljeni, ne? Tiste, ki so po 4, že ne bi rabili voziti. Pa kjera občina to upa narediti, da jih ne voze? A bo kjer je župan riskiral, da Bog ne da kjerega otroka povozi? Glejte, tako nam država odmere. In zdaj ne, jaz bi se lahko pošalil, pa bi lahko rekel, glejte, saj tudi snežinke niso vse idealne, ne, ene so malo se raztalijo, ne, ko padajo. Glejte, to je zadeva, ki moramo nameniti določena sredstva, pa nabaviti novo. To je, kar lahko povem. Ja. Dobro, če še kaj podrazno, če ni, jaz vas vse vabim 23. To je v sredo večer. V sredo večer je slavnostna seja občinskega sveta, podelitev občinskih priznanj, pa potem tudi mislim, da pripravljen lep kulturni program ob dnevu samostojnosti, ob državnem prazniku. Zdaj pa je toliko ura tak, da vas vse povabim malo v gostilno Prosnik, da se malo sedemo ob koncu leta, pa si potem še kjero rečemo ob kozarcu. Hvala za enkrat.